Kakšne so glavne značilnosti letošnjega 11. festivala za tretjo življenjsko obdobje in kakšno je njegovo glavno sporočilo? Kakšne so glavne novosti in program letošnjega festivala bi lahko strnil v to, da bo to prikaz ene množice rešitev, storitev, predmetov, ki vplivajo na kvaliteto življenja starostnikov. In da bo na tem festivalu seveda prikazana ena množica aktivnosti samih starostnikov, kot tudi drugih generacij, ki želijo starostnikom dati neka sporočila, kot so družimo se, izobražujemo se, udejstvujemo se v različnih društvih, v različnih organizacijah in naj nas to v bistvu sodelovanje krepi. Lahko bi rekel, da pa je seveda to osnovno sporočilo letošnjega festivala prostovoljstvo. Prostovoljstvo je ena od temeljnih kategorij življenja posameznega človeka, kajti mi ne moramo po nekih ekonomskih zakonitosti vse beležiti samo v vrednosti denarja, ampak obstajajo seveda tudi drugi načini vrednotenja našega dela. In prostovoljstvo je ena od bistvenih zadev, ali pa kako bi rekel, ena od bistvenih elementov našega življenja. Če ne bi bili prostovoljci, se ne bi nič zgodilo. Praktično najprej moramo biti prostovoljci, da bi lahko kasneje postali profesionalci. Je pa letos nekaj posebnosti? Je pa letos nekaj posebnosti na tem festivalu, kajti mi se že vrsto let borimo za to, da bi starostniki bili deležni vseh dobrobiti moderne družbe. In kajti ocenjujemo, da tehnologije tako hitro napredujejo, da jih starostniki s svojim načinom življenja ne morejo dohitevati in da so zato potrebni posebni edukacijski ali izobraževalni prijemi. In velik del festivala je namenjen temu, kako starejše in tudi njihove sorodnike informirati in izobraziti, da bodo lahko koristili vse te dobrobiti moderne družbe. Festival v bistvu postaja medgeneracijsko srečanje. Festival postaja to, kar je nam davna želja, v bistvu medgeneracijsko srečanje, da je to prostor, na katerem se srečujejo vse generacije. Kajti, če dobro pogledamo v drobovje naše družbe, bomo videli, da smo v preteklosti vse preveč gradili prostore, v katerem se srečuje samo ena generacija. In potem se seveda čudimo, da prihaja do sporov med temi generacijami. Če bi gradili prostore in pa odmerili določen čas, zato da se družijo vse generacije, bi nam bilo danes seveda bistveno lažje. Tudi datum je letos drugačen, kot je bil pretekla leta. Ja, to je pa čist tehnični problem, kajti Ljubljana je kljub samo prestolnica Slovenije, veliko dogodkov se tukaj odvija in enostavno smo mogli za 2 dni prestaviti festival vnaprej, kajti vsi ti resursi razstavljanja so bili takrat pač zasedeni. Poskrbeli ste tudi za to, da se bi upokojenci in starejši ljudje čim lažje pripeljali do Ljubljane in se udeležili festivala. Tako je, naš velik partner so Slovenske železnice in one so omogočile vsem starejšim, ki delujejo v društvih, da se preko društev prijavijo in da se udeležijo festivala praktično z zelo majhno ceno, mi rečemo temu 2+2, za 2 evra prihod na festival in za 2 evra odhod iz festivala, ne glede na to, v katerem kraju, iz katerega kraja v Sloveniji so. Seveda je pa pogoj, da je v tistem kraju nekje železniška postaja in da ima povezavo s središčem Slovenije.